Lepo pozdravljeni in dobrodošli, ki spremljate našo zadnjo letošnjo okroglo mizo o prihodnosti obravnave redkih bolezni v Sloveniji. Danes bomo odprli temo, zaradi katere se je v naših nabiralnikih na Medicini danes znašlo veliko pisem bolnikov z redkimi boleznimi. In dovolite mi, da vam eno kar za uvod preberem. Ne vem natančno, kako naj začnem. Samo želim apelirati na odbor za redke bolezni, da naj ne pozabijo na nas bolnike. Čeprav se bolezen težko diagnosticira, čeprav ni gena oziroma se išče gen in ni zdravila za to bolezen, so med nami tudi ti bolniki. Verjetno jih ni veliko, so neopazni in običajno priklenjeni na posteljo ali stanovanje, odvisno od stopnje prizadetosti. Želim opozoriti, da za njih ni poskrbljeno. Nadomestilo za nego otroka moji hčerki ne pripada, ker bolezen ni v registru. Glede na to, da je preveč prizadeta, ne more hoditi na program in je stara za drugi program. Vse terapije izvajamo samoplačniško. Res je tudi, da si javno zdravstvo težko privošči terapije na domu. Skratka, bolnikom se da pomagati, vendar to ne pomeni, da jih ni. Tudi v Sloveniji so verjetno porazgubljeni pod različnimi diagnozami ali pa so samo obupali nad sistemom. Tudi jaz sem že blizu temu, da obupam. Imam občutek, da vam ni vseeno za te bolnike, zato vas prosim, da ne pozabite nanje, ko boste urejali register, ker roko na srce ga ni specialista, ki bi jih vodil skozi njihovo životarjenje. To je pismo, ki smo ga dobili od ene bolnice. Dobili pa smo tudi še nekaj drugih mogoče takih vprašanj, ki jih lahko postavimo kasneje v naši debati, na kateri bomo danes razkrili nekatere poudarke koncepta novega nacionalnega načrta za oskrbo redkih bolezni, slišali, kakšen je pogled in trend mednarodnih organizacij s področja redkih bolezni in razpravljali, kako bi lahko slovenska društva bolnikov pripomogla k večji vključenosti bolnikov z redkimi boleznimi v odločanje in oblikovanje zanje pomembnih politik, kar seveda pomeni izboljšanje življenja čim širše populacije ljudi z redkimi boleznimi. Naj dam še podatek, da imamo v Sloveniji po strokovnih ocenah približno 120.000 ljudi, ki trpijo za eno od redkih bolezni, kar pa pomeni, da redke bolezni skupaj niti niso več tako redke. Tako sem vesela, da lahko danes znova pozdravim svoje goste, dr. Borut Peterlin, profesor dr. Borut Peterlin z Kliničnega oddelka za klinično genetiko UKC Ljubljana, docent dr. Blaž Koritnik iz Inštituta za nevrofiziologijo UKC Ljubljana, pozdravljena oba, in docent dr. Uroš Grošelj iz Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presove na pediatrični kliniki v Ljubljani. Se pravi, to je resnic, po mojem, ni to osamljeni primer, nažalost, neke družine v stiski z članom, ki ima redko bolezen, ki je morda še nekoliko bolj kompliciran potem, da gre za to kategorijo neprepoznanih oziroma nediagnosticiranih redkih bolezni, kjer se v bistvu mogoče je dvojna težava. V bistvu pri redkih bolezni vsaki se je dostikrat nimamo nekih dobrih vzvodov, ali vsaj ne takih, ki bi si želeli že za v bistvu, bi lahko rekel, boj proti tej sami bolezni, če gre za neko nediagnosticirano redko bolezen, je včasih tudi ne povsem jasno, proti čem se je tukaj treba boriti. Tako da tukaj jaz razumem stisko te družine, se mi zdi, da nekaj teh primerov s časoma, tudi to smo sami včasih vidimo, rešuje nekakve boljše možnosti v smislu diagnostike, včasih se kakšen tak primer razjasne. Vse drugo seveda je pa tukaj še vseeno potrebno zagotavljati predvsej neke podporne terapije, ki se jo ne glede na to, ali ima nekdo diagnozo ali ne, treba zagotavljati. In tukaj se mi zdi, da sistem absolutno bi nekako, je po mojem to zelo pomembno mnenje. Jaz bi mogoče se tukaj na dve stvari v zvezi s tem navezal. Eno je, mogoče tudi nedavno bi izpostavil to odločitev, da se ta terapija na domu, medicinska nadomestna terapija, je bila prekinjena. To je recimo en tak primer, kjer mogoče država nima dost posluha včasih, oziroma da bi bila tukaj dost dobra podpora, da bi se to redno izvajalo. Kot vemo, v bistvu se
zaradi neurejenosti področja. Po drugi strani tukaj razumemo, da morajo obstajati neki jasni standardi, pod kakšnimi pogoji se recimo medicinska nadomestna terapija lahko na domu aplicira, ampak vseeno je pa to izjemno koristna reč. To je mogoče ena od takih stvari, se pravi ta podpora pacientom z redko boleznijo na domu, naj si bo v obliki nekih aplikacij terapije na domu, namesto da pridejo v center, ali kakšne druge oblike podpore, v smislu neke patronažne službe. Jaz mislim, da so ena od področji, mogoče, ki jih moramo mi morda vsi skupaj identificirati kot zelo pomembne in razmisliti, na kakšen način lahko ta del še izboljšamo. Kar se registracije tiče, je tukaj tudi problema, zdaj nediagnosticirana redka bolezen, na kakšen način jo spraviti v register. S tem vprašanjem smo se tudi že ubadali, tukaj tudi nimamo nekih zelo enostavne rešitve, ki bi po drugi strani zmanjšala možnost neke sive cone, ki pa po drugi strani onemogoča neko korist od tega registra. Se pravi, tukaj gre za v resnici, se pravi, mi smo definirali, recimo, zelo jasno je, da se z lahkoto registrira redka bolezen, ki ima svojo ORFA kodo. To pomeni, vsaka redka bolezen ima svojo šifro v tem imeniku redkih bolezni. To je ORFA koda v bistvu boljšega načina za neko diagnostično opredelitev redke bolezni trenutno ne poznamo. Vemo, da je ta sistem MKB zelo nespecifičen na polju redkih bolezni in si z njim ne moremo dosti pomagati, tako da nekako prepoznavamo kot to ORFA kodo kot tisto, ki nam omogoča prepoznavo in tudi v naslednjem koraku se pravi registracija redkih bolezni. Zdaj, pri nediagnosticirani redki bolezni je tukaj težava, zato ker ni nekega jasnega kriterija, na podlagi katerega lahko mi tako bolezen nekako formalno registriramo. Zdaj, eno polje bolezni, kjer se na podlagi nekih kliničnih točkovnikov, na podlagi neke izrazite klinične slike, da postaviti neko delovno ali pa zelo verjetno diagnozo, tam jaz vidim manjši problem, tam bi se dalo govoriti. Na polju nekih v bistvu zelo nejasnih redkih bolezni je pa tukaj lahko zadeva majčkeno bolj komplicirana. To mogoče moje misli ob tem, kar sem prej slišal. Vsekakor bi pa tukaj, jaz mislim, da oba vidika in te podpore recimo na domu in vključevanja v bistvu tudi te skupine v register, jaz mislim, da moramo razmisliti, kako to nasloviti. Imamo še taka vprašanja, ki so tudi prišla, ki se kar, moram reči, res zelo ponavljajo. Tudi prvo vprašanje, recimo ki ga že imamo v chat roomu, ki je že prišlo v sobo za komunikacijo oziroma za debato, je, da je v prvi vrsti res treba vzpostaviti register za redke bolezni, komentirajo bolniki iz združenja oziroma nekega oblike združenja z Marfanovim sindromom, da se tudi zelo veliko s tem ukvarjajo, s tem vprašanjem. Pa mogoče gremo naprej. Rada bi vaju vprašala še naslednje. Kje vidva trenutno, dokler se nam profesor Peterlin ne pridruži, največje izzive pri tem, da se nacionalni načrt res oblikuje in izvaja tako, kot je zastavljen, in kaj so v bistvu ti glavni pogoji, da se nacionalni načrt lahko uresniči. Preden gremo seveda na konkretne predloge bolnikov. Mogoče, doktor Koritnik, vi. Ja, treba je priznati, da so zdaj težki časi za načrtovanje obravnave redkih bolezni. To hočeš, nočeš, epidemija se pač pozna, vpliva na vsa naša življenja in dejansko se je fokus pač nažalost malo v teh mesecih premaknil. Kar ne pomeni, da se ne ukvarjamo z ljudmi z redkimi boleznimi, ampak mogoče tega sistemskega načrtovanja, seveda tudi resursov, je zdaj še toliko manj na voljo, kot jih je bilo pred začetkom epidemije. V vsakem primeru pa se mi zdi zelo smiselno, da snujemo pristop, tako kot ga bi snovali za nacionalnim načrtom, tudi od spodaj navzgor.
To pomeni, da skušamo v čim večji meri izkoristiti že obstoječo infrastrukturo, način dela in ga do neke mere prilagoditi tako, da bodo tudi potrebe ljudi z redkimi boleznimi čim bolj pokrite. Vaše najnovejše oziroma ki ste oziroma z nacionalnega kako nastaja in ali vas 19 zelo Malo mi je sicer požrlo vaših besed, ampak če sem dobro razumel, me sprašujete o tem, kako nastaja slovenski nacionalni načrt do leta 2030. Tle moram reči, da aktivnosti potekajo intenzivno v okviru Ministrstva za zdravje. Torej, glede na to, da je bil prejšnji plan do leta 2020 in torej vključno do konca letošnjega leta, da tako rečem, in glede na to, da je bilo tudi kar nekaj doseženega, se seveda sedaj pripravlja intenzivno nova vizija plana za 2030. Zdaj, ko govorimo o novem planu, moramo razumeti, da gre za 10-letno novo obdobje, ki mora nasloviti po eni strani takojšnje potrebe pacientov, stroke in vseh deležnikov, po drugi strani pa mora imeti tudi vizijo in odprt prostor, da se ga bo dalo nadgrajevati. Tle nam je v veliko pomoč projekt Evropske unije RER 2030, ki je identificiral okoli 11-12 področji, za katere je sistematična evaluacija potreb v Evropi prikazala, da bi znala biti relevantna za vse evropske države. Se pravi, te trende, ki so pričakovani in so bili identificirani, bomo na vsak način želeli nasloviti tudi v novem slovenskem planu oziroma načrtu dela. Poleg tega pa seveda moramo upoštevati nacionalne karakteristike, specifike in potrebe. Zdaj, današnji posvet, če dobro razumem, je predvsem namenjen bolnikom in njihovim družinam. In tle moramo poudariti seveda, da tisto, kar bi lahko rekli, da nam je v prejšnjem planu nekako manjkalo, je reprezentativen glas bolnikov in njihovih potreb v Sloveniji. Mi smo imeli oziroma še imamo situacijo, kjer sorazmerno glede na majhno velikost Slovenije, sorazmerno majhna društva za posamezne bolezni naslavljajo predvsem potrebe lastnih bolnikov, kar je absolutno relevantno in potrebno. Ampak za kakršnekoli politične premike je pa potreben skupen glas bolnikov oziroma njihovih družin. In v prejšnjem, bi rekel, v prejšnji periodi, malo manj kot desetletju, smo v Sloveniji naredili pomemben korak v tem smislu, da so pacienti ustanovili svoje krovno združenje za redke bolezni, ki pa mora v nadaljevanju pravzaprav artikulirati in postati glas vseh bolnikov, ker sicer posamezna združenja, ki morda niti niso del tega krovnega združenja, naslavljajo svoje potrebe mimo glavnega reprezentativnega, saj iz stališča politike verjetno društva, se pravi krovnega združenja pacientov.
Skratka, še enkrat, da ponovim moje vprašanje za vse tri, tokrat zadnje vprašanje, preden da se vključijo tudi naši trije predstavniki. Kot rečeno, preden smo začeli s to debato, smo dobili kar nekaj pisem bolnikov z različnimi redkimi boleznimi in stanji. Največ vprašanje je bilo z področji, seveda, kakšni so načrti za ureditev obravnave in zdravljenja posameznih področji. Recimo konkretno so spraševali iz področji sarkoma, Sjögrenovega sindroma in še nekaterih recimo redkih stanj, za katera mogoče jaz še nikoli nisem slišala. Ampak recimo, če vsi trije poskušate, vsak za svoje področje, ki ga zelo dobro poznate, odgovoriti, kako v bistvu lahko, vem, da je to zelo težko vprašanje in da danes tega vsekakor ne moremo rešiti, ampak kako v bistvu lahko zelo, vsaj nasplošno odgovorimo tem predstavnikom, ki so nas to spraševali. Mogoče profesor Peterlin prvi, če me slišiš? Slišim, ja. Me vi tudi slišite? Torej, vprašanje je bilo, kako nasloviti medicinsko obravnavo posameznih redkih bolezni v Sloveniji. Zdaj, tukaj lahko rečemo, da po eni strani v Sloveniji že leta zagotavljamo nek evropsko primerljiv standard obravnave redkih bolezni. Po drugi strani smo pa v letu 2020, pa tudi že prej, se pravzaprav priključili praktično vsem evropskim referenčnim mrežam za redke bolezni, bodisi kot aktivni člani, kot sodelujoči člani oziroma kot vozlišče za redke bolezni, ki bi naj pravzaprav vsi ti slovenske inštitucije bi naj delovale kot povezovalni člen v primeru, da ne bi mogli slučajno oskrbeti in ponuditi evropskega standarda v obravnave v Sloveniji. Imamo zdaj en instrument preko evropskih referenčnih mrež, da posredujemo oziroma usmerimo pacienta in mu zagotovimo obravnavo na nivoju najboljše obravnave v Evropi, ki je trenutno možna. To je načelo evropskih referenčnih mrež. Seveda pa razumemo, ljudje, ki se vsak dan srečujemo s temi problemi, da seveda je tle tisoče zgodb posameznih pacientov in družin, ampak mehanizmi, bi rekel, osnovni mehanizmi so vzpostavljeni. Mogoče še kako vi, recimo, ko vas sprašujejo, kako urediti neko bolezen, ne več nekaj v Sloveniji. Ste že dobili taka vprašanja, recimo bolnikov, ki so vas to spraševali? Nisem dobro slišal, ste mene spraševali? Ja, pa sem spraševala, ja. Želela sem vas samo prositi za komentar, kako vi gledate na to, kako bi mogla biti urejena oziroma kako bi po vašem mogla biti urejena ta posamezna obravnava zdravljenja oziroma kako odgovarjate bolnikov, ki vas to sprašujejo, seveda, ne? Nekaj, recimo bolniki, ki jih je mogoče nekaj 10 v Sloveniji, pa vseeno čutijo to kot bolezen je bolezen, ne? Vsak ima pravico, da je dobro ozdravljen, pozdravljen, kakorkoli obravnavan, tudi če ima redko bolezen, ne pa neke pogoste stanje. V bistvu, tako kot sem že prej začel, pa me najbrž niste dobro niti slišali, zavedati se moramo, da ne glede na to, da gre za skupino redkih bolezni, da se te bolezni med seboj izrazito razlikujejo in da je tudi težko pričakovati, da bi lahko razvili nek enoten pristop k obravnavi in zdravljenju teh bolezni. Prav gotovo je smiselno, da na nivoju
krovnega načrta opredelimo neke principe, kako naj takšen sistem deluje, ampak potem je pa, mislim, da zelo pomembno, da znamo prisluhniti specifikam posameznih podskupin bolezni in da se sama obravnava organizira predvsem na ta način, se pravi, da znamo prisluhniti specifičnim potrebam pacientov, da slišimo njihov glas, zato se tudi danes pogovarjamo, in da potem tudi okoli tega zgradimo način obravnave. Če sem konkreten, tako kot smo slišali prej, če so to bolezni in ljudje, pri katerih obstaja specifično zdravljenje, kot je recimo encimska nadomestna terapija, potem je pač treba organizirati smiseln način, da takšno terapijo prejemajo, če je to terapija na domu, ali je to terapija v specializiranih centrih. Če gre za bolezni, kjer poznamo samo podporno zdravljenje in ni vzročnega zdravljenja, potem je seveda treba uporabiti neko mrežo podpornega zdravljenja, spet naprimer tudi, ki vključuje tudi obiske na domu. Tako da mislim, da je predvsem pomembno, da znamo se prilagoditi tej specifiki posameznih skupin bolezni. Na pediatrični kliniki je veliko teh vprašanj, veliko takih izzivov, kako to tam rešujete oziroma kako to vidite, dr. Grošelj? Ja, pri nas na pediatrični kliniki se v bistvu relativno pogosto, ker vemo v bistvu, da se večina redkih bolezni nekako manifestira v pediatrični dobi in pediatrična klinika je pač nekako zadnja inštanca za teh recimo 80% redkih bolezni. Je to kar pogosto, v bistvu na vseh oddelkih, ni tukaj samo en oddelek, mogoče imamo nekateri oddelki nekaj več tega, nekateri več manj, ampak so kar povsod. Obravnava redkih bolezni, to moramo mi na začetku vedeti, je težja od obravnave nekih običajnih bolezni. Če imaš ti, 500 pacientov za eno diagnozo, bo njihova obravnava v povprečju dosti bolj enostavna, kot recimo, če mi imamo pri nekaterih diagnozah mogoče enega bolnika, pri nekaterih 3, pri nekaterih 7, pri nekaterih mogoče, ki jih imajo kakšni drugi centri, nimamo nobenega. To je naša vsakodnevna izkušnja. In organizirati v bistvu obravnavo takih pacientov zahteva dostikrat nekaj dodatnega dela, nekaj improvizacije, zelo veliko interdisciplinarnosti, tukaj se moramo okoli teh pacientov povezati različni subspecialisti pogosto, ker so te redke bolezni ponavadi niso take, da bi imel pacient samo en tip težav ali pa samo težave na enem organu, ampak vemo, da so redke bolezni pogosto multiorganske. To moramo tudi upoštevati. In to v praksi vse precej zaplete lahko stvari. Na pediatrični kliniki razmišljamo v smer vsaj delne centralizacije obravnave pacientov za redko boleznijo, se pravi v smer ustanovitve enega centra za redke bolezni, ker mogoče smo bolj mnenja, da je mogoče fajn, da je pač pacient v centru, mislim, vsaj tako idealno bi bilo tako, da bi bil pacient v centru, pa da k njemu prihajajo različni specialisti, ne da v bistvu pacient vse naokoli hodi do različnih specialistov. To se mi zdi eno tako izhodišče, se pa moramo zavedati, da je to dražja medicina. Se pravi tudi medicina, ki zahteva neke bolj, recimo, v narekovajih velikodušne standarde za obravnavo. Tukaj en ambulantni pregled ne more biti isto dolg kot sicer in tako naprej. Tako da to mora sistem država nekako prepoznati, da ta skupina obstaja, da ima neke posebne, ponavadi dodatne potrebe in se lahko poskušamo temu prilagoditi. Se pravi, se nekako napor gre v to smer, tudi ideje gre v to smer. Tako kot je profesor Peterlin rekel, jaz mislim, da je tukaj eno veliko napredek predstavljajo tudi te referenčne mreže. Se pravi, neko formalno povezovanje posameznih centrov oziroma pripoznava teh centrov, da so to neki referenčni centri znotraj posamezne države in pa neko formalna možnost povezovanja teh centrov v neko nadnacionalno mrežo, kjer je v bistvu že v praksi poteka neka velika izmenjava
izkušenj. Še eno pismo bolnice bom prebrala, oziroma prebrala bom zgolj njene zaključke. To je 5 točk, ki jih je ona naštela kot najbolj problematične, ki se njej zdijo najbolj problematične. Prav vzela si je čas, ima ogromno izkušenj, nam jih je tudi opisala, kako se sama s tem spopada, kako se bori, in to je izlučila enih par takih točk, s katerimi so se strinjali potem tudi drugi. Vam jih bom prebrala, potem bi vas pa prosila, vse 3 vas, mogoče dr. Koritnik, vi začnete, pa potem profesor Peterlin, pa na koncu še dr. Grošelj, da čisto na kratko pokomentirate, mogoče vas bo kakšna posebej spomnila še na kako misel v zvezi s tem, kako nastaja naš načrt. Evo, takole gre. Prvič, zdravniki niso dovolj ozaveščeni o redkih boleznih, premalo aktivnosti je na tem področju. Kot drugo zadevo ugotavlja, da v Sloveniji žal nimamo dobro delujočega združenja za redke bolezni, ki bi lahko pomagalo bolnikom z redkimi boleznimi. Nacionalna točka za redke bolezni včasih razočara s presplošnimi odgovori, več bi se moralo narediti za bolj strokovne odgovore, meni. Kot četrto, obrnila sem se na številne tuje organizacije za redke bolezni, od katerih sem prejela nekaj usmeritev. Petič, motijo, da za Eurordis v Sloveniji nimamo koordinatorja in da jim je nekajkrat piše, da jim je pisala, bolj ali manj neuspešno, nazadnje je prijela klic koordinatorke iz Srbije. In kot šesto, tako zelo kritično točko, jo moti to, da so bolniki z redkimi oblikami bolezni oziroma raka v njenem primeru večino časa prepuščeni sami sebi, tako v smislu diagnostike kot v smislu zdravljenja, in to jo skrbi v prihodnosti. Kot predlog navaja, da bi bila zelo vesela in tudi njeni kolegi, seveda njeni sotrpini, da bi Slovenija imela zelo dobro organizirano mrežo redkih bolezni in da obstaja že veliko mrež, po katerih bi se pač lahko zgledovali, in predlaga oziroma daje tudi pobudo, da se čim več bolnikov, ki bi potrebovali kakšno društvo, zaradi neštevilčnosti morda ne poveže, pa bi se moralo, in da mogoče, da se združijo in skupaj ustanovijo društvo, ker se ji zdi po njenem to smiselno. Zdaj pa, če iz vseh teh 6 točk iz pobud njenih, ki smo jih tako zaokrožili kot misel tudi drugih bolnikov, me zanimajo vaši komentarji. Lahko čisto na kratko, potem pa se že povežemo tudi z našimi bolniki, ki že čakajo v etru. Ja, jaz absolutno razumem vse te pobude, stiske, ki jih pač doživljajo ljudje z redkimi boleznimi. Mislim, da je ta pobuda, ki jo je dr. Grošelj predstavil glede nekega centra na pediatrični kliniki, seveda dobra in bi zelo dobro pokrila en velik del teh stisk in dilem. Mislim pa, tako kot sem že prej rekel, da v odrasli dobi je to pa še nekoliko težje narediti, ker se mi kot strokovnjaki vseeno toliko razlikujemo. Pediatrična klinika ima le strokovnjake pod isto streho in je lažje narediti te kombinacije, tako da mislim, da v odrasli dobi pa enostavno bo najboljši način vseeno to, da se na nek način zgrupirajo bolezni po nekih teh podsistemih. To ne pomeni seveda, da ne moramo sodelovati na nivoju nekih interdisciplinarnih skupin, ampak prav gotovo, če gre, tako malo spremljam tudi na chatu, ko se komentarji pojavljajo, če gre za, ne vem, paciente z onkološkimi, za sarkomi, potem seveda tega nihče drug ne more boljš narediti kot onkološki inštitut. Nima niti smisla, da se ustanavlja nek nadinštitucijski center, ampak je treba doseči z glasom onkološki inštitut, da se tam organizira tako, kot so potrebe. In nekaj podobnega, seveda jaz lahko za sebe govorim. Če gre za bolnike z nevrološko boleznijo, potem je prav, da mi poskrbimo za to, da mi znamo pomagati tudi identificirati oziroma poiskati tiste strokovnjake, ki bodo sodelovali pri obravnavi. Če gre, ne vem, recimo za ljudi s spinalno-mišično atrofijo, da pritegnemo ortopeda, da pritegnemo endokrinologa in podobno, ampak da v resnici
resnici prevzamemo nevrologi tisto glavno odgovornost, da skrbimo za takšne paciente. In seveda prav je, da slišimo glas ljudi in prav je, da mu prisluhnemo in da tudi sistem tako organiziramo, da bomo znali te interese zastopati tudi strokovnjaki. Očitno so to kar pogosti problemi, vse te stvari, ki smo jih omenili. Dr. Grošelj, vaš komentar? Jaz se lahko seveda pridružim, v bistvu, oziroma sočustvujem na nek način s temi, v tem smislu, izkušnjami, ki morda niso optimalne, pač te osebe z redko boleznijo. Tukaj je stvar lahko komplicirana. Mislim, po eni strani nakazuje, zdaj to, da je mogoče v Sloveniji, ki smo majhni, imamo kritično maso, lahko tako zdravniki kot tudi pacienti nekoliko nižjo, kot v eni veliki evropski državi, kjer morda recimo učinkovito društvo, čeprav tudi pri nas so izjeme. Mi recimo, jaz bi izpostavil društvo pacientov z recimo Gaucherjevo boleznijo. Gaucherjeva bolezen ima incidenco, imamo vsega skupaj v Sloveniji 20 pacientov, ampak oni so sposobni očitno neko glasno društvo organizirati, ki se recimo tudi skupaj dvigne, če se zaustavi ta encimska terapija na domu in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da sama redkost bolezni, tudi če je 20 pacientov, to ne izključuje možnosti, da ne bi mogli priti do enega dobrega društva. Smo pa lahko skoraj prepričani, da bo dobro društvo na tak ali drugačen način izboljšal pogoje za paciente s to boleznijo. Ali jim bo država bolj prisluhnila, lahko bodo majčkeno bolj tudi dodelali neke predloge, in za državo, in za sistem, in za zdravnike in tako naprej. Imajo lahko tudi neka svoje izobraževanje in tako naprej. Tako da jaz bi tukaj na nek način, jaz mislim, da pasiven pacient z redko boleznijo morda bi mogli tudi tukaj razmišljati v smeri večje aktivnosti pacientov in da se združijo v smislu družbe. Zdaj, izpostavljam, da je tudi nacionalna kontaktna točka, tega problema se mi zavedamo, to je v resnici težava ta volil vsakega, zato ker so te odgovori včasih zelo težavni tudi za subspecialista. Sistem, ki je v volonterskem pristopu, to je treba celostno prepoznati in poskusiti nekako adekvatno urediti. Tako da jaz mislim, da je tukaj, če se še navežem na to povezovanje s tujino, je Aurorис in tako. Jaz mislim, da je tukaj jih tudi kontaktirajo in tudi hodijo recimo v naše ambulante že z nekimi koristnimi predlogi, tudi nam na nek način pomagajo tem, tudi če nam pri tem pomaga ali pa sugerira pacient. Saj jaz osebno nimam s tem nikoli težave. Slovenska situacija je takšna, da imamo majhno kritično maso, zato se je treba združevati po eni strani. Po drugi sem prepričan, da bodo tu tudi slovenski pacienti našli ustrezen kontakt. Mislim, da je bil pred kvalitetno komunikacijo. Kar se tiče mrež, ki je gospa omenila, bi samo sodelujemo z drugimi centri in to povezavo smo formalizirali. Tako da, ali to pomeni, da zdaj vsak, da bo čim več, čim hitreje tudi za naše paciente. Kar se tiče, morda se doben od kadri, niti ostali podporni kadri, niti bolniki. In to je kompleksno vprašanje in to je tudi poseben projekt temu namenjen, ki je imel to področje tudi med ciljnih pacientov, posameznih staršev, posameznih bolnikov. Ampak na program dela tako prilagoditi svoje aktivnosti, da bodo čim bolje pokrile čim večje število bolnikov predlagana, kako poleg tega sistemskega pristopa k urejanju razmer za slovenske pacienta, tako slovenskega kot kakršnega koli drugega. Seveda pa to ne bomo z naslednjim načrtom za redke bolezni v Sloveniji zamašiti nekaj ljudstveni, smo že dosegli.
naprimer genetska diagnostiko redkih bolezni imamo urejeno, napisali, ampak naša ambicija vseh tlele prisotnih, ki tudi sodelujemo pri obliki, mislim, da lahko se bosta kolega strinjala, rečemo tudi, kar se tiče zdravljenja, kjer imamo na voljo že zdaj. Očitno so razmere danes tako težke, da bom prav vesela, da nam je tole uspelo do semle pripeljati. Mogoče bom ženja za redke bolezni. Davor, se čujemo? Da, čujemo se. Super. Vas slišim. In kakšne so v bistvu koristi oziroma kaj bodo lahko imeli od tega, kar mogoče zdaj nimajo? Katere probleme, ki smo jih recimo navajali v zadnjih? Da, Eurordis je veoma važan jer omogućava povezivanje društava i saveza iz cele Evrope, pa jednim delom i celo o čemu ovde svi pričamo, o nacionalnim planovima, za koje imaju različite preporuke sa Evropskog CNA, Council of National Alliances, odnosno Savet nacionalnih saveza. Taj CNA čine su linije pomoći. Ne znam kakva je situacija tačno u Sloveniji, ali u Srbiji Savez za red, ta linija u Srbiji postoji već 5 godina i sada već imamo dovoljno iskustava da možemo da kažemo da smo nekoliko hiljada ljudi. I jedan od tih projekata je upravo RER 2030, koji gleda u budućnost, gleda u to šta je Matejo Toman, še eno predstavnico pri nas, ki je tudi v mreži Eurordis in jo vprašati, zakaj so se oni priključili. Mateja Toman, prihaja, odlično. Mateja, pozdravljeni, ste z nami, nas slišite? Pozdravljeni, jaz zdaj. Zanima vloga društev za posamezne redke bolezni, tako kot je vaše, in pa potem nekakšna skupna delujoča mreža vsečili za članstvo v Eurordisu in kakšen imate izkušnje s postopkom. Izvolite. Hvala najprej za povabilo, ne počutimo bolne, razen kadar nas kakšna gripa ujame ali pa zdaj Bog na COVID. Sicer pa smo pač distrofiki oziroma uporabno oziroma živčno-mišična obolenja, ki povzročajo gibalno oviranost in invalidnost do različne stopnje, glede na razliko v tej situaciji povezujemo, ker smo potem bolj usposobljeni, da se skupaj kot društvo s Tetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, ker so to pač, tam so specialisti, ki obravnavajo naše diagnoze in je to sodelovanje. In to je ta ključ delovanja društva, ne? Ker vidim, da pogosto ljudje, sploh tukaj, ki opazujem četa, pričakujejo tudi 13 drugih programov, s katerimi skušamo podpreti aktivno in čim bolj neodvisno in zdravo življenje distrofikov. Tako da imamo prevod Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, kadar govorimo bolj o področju zdravstvenega varstva, pa to združenje za redke bolezni so redke. Da potem ljudje nekako pridejo do neke informacije, da obstaja pa združenje za redke bolezni in pričakujejo, da tam so pa zdaj listi za posamično redko bolezen, ampak gre dejansko za, na kratko povedano, za prostovoljce, za osebe iz različnih drugih društev, govornikih tudi izpostavljeno, da bi lahko nudili večji suport tudi posameznikom, bi dejansko rabili tam združenja zmanjka časa. Dejansko gre v združenju, kot rečeno, za združenje pravnih oseb, pripravljajo recimo akcijske programe, načrte, predpise, tudi v primeru načrta dela na področju redkih bolezni za redke bolezni. Ampak gre, kot rečeno, za krovno organizacijo drugih matičnih društev. Kar se artikuliramo na neki širši ravni in da smo tukaj močnejši, velja, če nas je več, je naš glas močnejši, članica EU, se tudi povezuje v različne inštitucije. Včasih tudi se lažje prisluhne, če kakšen glas pride. Skupaj zaključili. Kristina je v etru, še ni, kot da nismo sredi Ljubljane.
Ko počasi gre. Aha, Kristina Modice nam je že pridružila. Te bomo vprašali mogoče recimo temu druge stvari, ko smo Matejo, ampak vseeno pa neka vloga društev in sodelovanja stroko. Vemo, da v vašem društvu zelo aktivno in plodno sodelujete s stroko pri skupnosti. Mi nekako naše bolezni, jaz prihajam iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, pri nas zelo razvoj gre pri zdravljenju in obravnavi na področju hemato-onkologije zelo hiter na povezavo z Eurordisom ali pač tudi z Združenjem za redke bolezni. Smo se pa nekako bolj povezali z ostalimi onkološkimi društvi. Smo lahko tako, da smo kar dober zgled, kako smo že na kar precej stvari z področja onkologije opozorili. Tako da zdi se mi zelo pomembno to povezovanje s stroko. Zagovornik zraven, uspešen zagovornik, da res lahko nekaj premakneš, ni enostavno. Tudi v teh naših velikih društvih, nas ni veliko zagovornikov, že sami sabo, sploh pri teh redkih boleznih, vidim, da so to zelo težke bolezni, težko od njih pričakovati, da se bojo organizirali ali pa se financira iz tega sklada ARRS in mogoče je pa tukaj priložnost, da se naredi en tak center, nek center čim prej poskuša ustanoviti. Jaz verjamem, da bi, ne vem, saj je stroko. Jaz mislim, da to, da smo uspešni, ključ do uspeha je sodelovanje s stroko. Za nami stojijo hematologi, za nami stojijo onkologi, bolnike in tukaj se mi zdi, to je izjemnega pomena. Da se jih bolj sliši. Ja, jaz sem tako zasledila naprimer aktivnosti, ne vem, društva, zdaj tako, spet tem 3 posameznikom, ki bi se ustanovili v društvo, je to težko, Jaz mislim, da jim mora tukaj zelo veliko uporo dati to združenje za redke, so pa še druge bolezni, ki se pa ne morejo, ali pa samo eden, in mogoče bi bila tudi to moja pobuda, da razmisli, treba je biti konsistenten, ko se pogovarja z odločevalci. Če te na prvo žogo zavrnejo, seveda vztrajati, še drugič, tretjič. Vse tole ste poslušali, verjetno slišali. Mogoče vprašanje za profesora Peterlina. Kakšen je načrt, kakšen je navo redkih bolezni in tudi raziskovalnih projektov, ki jih vi peljete v zvezi z redkimi boleznimi? Pa mogoče to za zaključek najprej profesor. Program se pripravlja. In po planu bi naj do konca leta pravzaprav in v začetku biti vsi aktivni, vsi bolje rečeno proaktivni, ne samo aktivni, in si pomagati, da bomo tudi v nadaljevanju uspeli razmere še izboljšati. Glede obravnave teh naših tekočih oziroma rednih programov, ki tečejo, in smo spomladi zelo hitro ustavili vse te redne aktivnosti, skušali obdržati vse aktivnosti, da tečejo. Ampak nažalost tudi tokrat nam ni v celoti uspelo vseh programov. Zdaj smo dogovorjeni za eno novo klinično študijo novega potencialnega zdravila za ALS in ne glede na to, da aktivnosti z vrh hriba postopno prihajali in da bomo v naslednjih tednih do mesecih lahko vse te stvari spet nadaljevali s polno paro in se seveda veselim svetle prihodnosti. Lahko povem, da naš oddelek ni nikoli zaprl vrat za paciente z redkimi boleznimi, za katere smo mi oboleli. Del kadra, recimo iz našega laboratorija, pomaga tudi recimo zdaj pri diagnostiki sekundarja ali nimajo v bistvu neke dobre podpore, primarno lahko imajo, seveda imajo tudi, ampak v tem smislu smo mi tisti, ki moramo naprej spet z upoštevanjem mogoče občasnih ovir v smislu tega izvajanja nacionalnega načrta, to, kot je povedal profesor Peterlin, vsaj v tistem segmentu, kjer se rakov naprej, pa tudi upam, da se bo to stanje seveda čim prej normalizirano. Se pravi, jaz sem tukaj optimist, mogoče bomo. Je najbolj pomembno, za kar smo vsi v bistvu tukaj,
je veliko pohval, je veliko problemov in tako naprej. Vsi tukaj si želimo z redkimi boleznimi. Hvala še enkrat vsem trem. Hvala lepa vsem poslušalcem, da so vztrajali tako dolgo. Hvala še enkrat za sodelovanje. Jaz upam, da se kmalu spet vidimo.